lestvici sožitja je zadeva zanimiva. Potem pri teh problemih nasprotovanja oziroma kreganja med zakonci, pa tudi pri tem problemu odhajanja od doma mladih zakoncev. Ker sem sam že star več kot pa kakih 30 let in sem tudi že sam doživel dosti od teh stvari in zdaj že tudi moji otroci oziroma najmi otroci, žena sedi tu zraven mene, se mi zdi bistvo, da je dosti zadeva vzgoje. In to ne samo vzgoje otrok, tudi vzgoje staršev. Ker če smo mi pravilno vzgojeni, potem razumemo dialog, recimo med možem in ženom, in tudi vemo, kje so meje. Mislim, da kreganje sam po sebi ni problem, vkolikor ne prestopimo mej dostojnega. Ker najtežje, če pa že pristopimo, pa se mi zdi, da je zelo pomembno, da se hitro pravičimo do zadeva. To mora postati neki zakon med zakoncema, ker če se hitro opravičiš, je tudi opravičevanje težavno. To meni boljše se potruditi in ne najti razloga za opravičevanje, to zdaj boljše je, da človek pazi. Kaj bo izrekel, kdaj bo izrekel. To so recimo moje izkušnje. Hvala lepa. Zaenkrat hvala. In še kdo? Ja, jaz bi tudi potrdil to tezo, da je potrebno. Jaz bi kar predlagal mladoporočencem, da gredo na svoje. Vse za nekaj časa. Leto, 2, 3. Govorili smo o mejah, kako jih najlažje postavimo. Najlažje jih postavimo na tak način, da jih fizično postavimo. In pripričan sem, da je res tisti odhod od hiše postavi mlada zakonca popolnoma drugačno luč, kako če bi ostala doma. In tiste reke, kot sem prej omenil, da ne smeš priti tam ščastoplati v hišo, pa da je ravno dovolj daleč, tako da se še vidi dim iz dimnika, niso iz trte izviti. Ker se začne spostavljati ten drugačen odnos med sinom in starši. Sin zdaj ni več samo sin, ampak je tudi mož. In to ugotoviš na takšen način, da odide. To zdaj mi da z ženo čutiva na nek tak posreden način. Mi imamo v prvem letniku punco, najstarejšo hčerko in je v dijaškem domu. In ona odhaja. In to boli. Vsakega starša bi ga imel pri sebi, ga varoval, čuval in tako naprej. Ampak je prav, da odide. In tu se mi zdi, da je za mladoporočence izrednega pomena, da sicer vidite tisto bolečino staršev, pa da vidite tudi veselje ob tem, da ste skupaj. In pa to, kar je prej Sara omenila, da zakonca potem ostaneta srečna tudi sama. Mi smo se vedno otroci večkrat pogovarjali doma, kaj pa, ko bomo vsi odšli? Kaj se bo zdaj zgodilo z očetom in mamo? Zdaj ne boste imela več dela z nami, a se boste zdaj znala sama s sabo nekako urediti, sama s sabo živeti? Tu se mi zdi, da so kar vredo take meje. Hvala lepa. Alenka, kako pa pri tebi? Si se kaj jogala? Ja, torej jaz imam osebno sama izkušnjo, da sem živela, in da sva živela v hiši moje mame in mene, čeprav je moja mama vedno rekla, to je moja hiša. Ampak je bila tudi moja, ker sem podedovala po očetu, torej moja mama je 46 leti ovdovela, izgubila je že pa prej 2 otroka, tako da sva mi bile same z mama ostali. In potem, ko sem po študiju, pa po še kasneje, se vrnila domov, ko sva se z možem odločila, kje bova živela, sva rekla, veš kaj, midva sva tak fejst človeka, da bova izbrala težjo pot, ostala bova doma. To je bilo težje. Ker moja mama je bila, torej jaz sem samo senca, ne pa že mene vidite, kaka sem, To je bila močen karakter, Torej, tudi jaz sem v takem prepričanju živela, kot je recimo Karl povedal, pa kot je Štefan rekel, tudi v Franciji so me učili, marjaž
c'est la ménage, torej čim se poročiš, to je tvoje gospodinstvo. No, ampak pri nas je potem se pa moja mama kasneje poročila in odšla za 12 let v stran živeti, v stanovanju k svojemu možu, pa je spet še enkrat ovdovela in zdaj od leta 2000 smo pa mi spet živeli skupaj, kot na začetku. Torej, ponovila se je zgodovina. Zdaj moram reči tako, ni enostavno živeti z starši. Ni enostavno. Ampak so pa tudi takšne prednosti, ki jih ni drugače. Torej, moji otroci so preživeli srečno otroštvo ob svoji babici. Ona je imela njih rajše, kot je imela mene, vam povem. Imela je čas za otroke. Jaz sem bila zmeraj brez skrbi. Midva z možem, že ko so bili otroci stari 2 meseca, sva že hodila, recimo sva šla že lahko na vikend. Kdo si še danes lahko to privošči? Da sva pustila otroka samega brez skrbi doma. Torej, babica je pokazala, kako bi rekla, vse to, kar meni otroci ne bi nikdar verjeli, so babice vse verjeli. Torej, čudovit zaklad. In jaz sem vedno rekla, in še zdaj trdim, babice so zato, da svoje vnuke razvajajo. In to, da so moji otroci bili tega deležni, moram reči, da je res veliko, še danes sem hvaležna. Recimo, zdaj pa moj sin odhaja, zdaj jaz bom tašča, oziroma sem že delno tašča, ker že 4 leta hodi z eno deklico, krasno deklico. In jaz moram reči, recimo, tako, ko sem opazila, ko je začel hoditi s to deklico, ko je pripeljal prvič domov, sem videla, da je v bistvu ta deklica iz čisto drugega sveta kot jaz, mogoče z drugega planeta. Torej, to sta, veste, 2 vzgoji, 2 različna svetova, ki v zakonu trčita naenkrat skupaj. In spomnila sem se, da se je tudi meni zgodilo, da sem, recimo, ko sem se jaz poročila, razmišljala, pa kak ta človek tega ne ve. Zdaj tudi, ko je gospod rekel, sem rekla, joj, kak moško razmišlja. Opazila sem, da je moj mož naredil drugega spola in da drugače razmišlja. In to, recimo, tudi vidim zdaj pri Izi, ona je drugi svet, druga vzgoja. In, recimo, sinu sem rekla, veš kaj, krasno je, da imam priliko spoznati še nekoga drugega. On je rekel, joj, veš, najprej primerjal kuho. Joj, veš, njena mama nič ne zna kuhati, ti kuhaš prek murka, ne, dobro kuham. Pol je začel, recimo, take finte, veš, ona, recimo, se od njih pri njih doma se ne pogovarja in tak dalje. Skratka, ampak v bistvu je mene to opozorilo, veš kaj, skušajte skupaj ugotavljati pa lepe stvari in tak dalje. No, skratka, zdaj že on pove, da pri blagajcih pa vsak dan se sajo, pri nas pa ne, vsak dan se samo. Skratka, začenjam videti dobre stvari in tudi jaz moram reči, da sem zavestno delala na tem, ker jaz sem silno avtoritativna, posesivna, edinka sem bila tako rekoč, ne, ker sva z mamo dolgo sami živeli in zelo hitro lahko zapadem v to nevarnost, da bom slaba tašča. To je pa najmanj, kar si želim in najbolj me je strah, da bi se mi zgodilo, da ne bi mogla imeti takega stika s svojimi vnuki, kot je imela moja mama stike s svojimi vnuki. In to tudi vidim zdaj. Pa še nekaj bi želela povedati, pa ne rabiš nič več vprašati čez celo mizje. To, recimo, kar mi je tudi lepo, moji otroci so doživeli starega človeka. Recimo babica, zdaj naša, moja mama, ki je maja meseca umrla, ona je bila nepokretna v zadnjem času, plenice je imela in je bila doma, do zadnjega, umrla je doma. In vam povem, recimo to, kako so moji otroci gledali na to. Recimo, ona je po 19krat poklicala sina po telefonu, recimo, a on je vsakokrat prišel dol. Recimo, ta odnos do nje, vam povem, jaz se rečem, da ima moj sin, da imajo moji otroci gerontološki čut, ne vem, kako bi drugače rekla. Ni jim bilo hudo nič, celo meni so včasih rekli, mama, tudi ti boš stara, pazi, kaj rečeš, ker jaz sem včasih že bila malo nervozna. Ampak dejansko, to je izkušnja, ki so imeli recimo še ljudje predno so se začeli izobraževati v šolah, ne, pred renesanso, ko so še v bistvu stari ljudje učili mlade, potem je renesansa vzela, da so šli otroci v šolo in si niso več modreci učili, zdaj pa tehnološka družba pa tako ne vse vzela. No? Tako, ja, hvala. Ne bi tako zmenilo, v 2 letih, ne, ko ste recimo pa na svojem, potem pa je fajn priti nazaj. Ker ste babice in detki takšen zaklad, da ga težko najdeš kje drugje. Ja, pa se je, dobro.
zdaj pa imamo tukaj Bojana, ti pa imaš zdaj zaklad, pa imaš mamo, pa tudi ti malo povedal, kako rešujete zadeve, predvsem konflikte v tem smislu, pa meje, kako ste se postavili. Pa kakva mlada, če te že osvaja, kako se pa to zagodaja. To mi je sufliral. Kako odhajaš? Tako ne rečem, konflikti vsekakor morajo biti, znati jih je pa treba tudi rešiti. Pri nas je bil že prvi konflikt to, ker je mama živela v starejši hiši in dol ni bilo v bistvu centralne kurjave, je bilo treba dol na drva kurjati. In je bil že prvi konflikt zelo takrat, ko je ostala postelj, da gre k nam v hišo. Njej to seveda starejši ljudje, tudi starata, po drugi strani prav jaz, če bo se bolje dal, ne bom nikamor šel, ampak bom doma. Te stvari se res treba na pravi način gotati, mi se nismo pa nekaj preveč s tem obremenjevali, ampak smo ji pač povedali, zakaj gre, da je nam težji, je treba tudi predstaviti našo plat, kako mi doživljamo to. In je sprejela, to je šla v našo hišo. Če rečem pa še konflikti, kot je prej omenila, da jaz pa ne bom nikoli taka tašča oziroma nočem biti, tudi moja mami že to rekla, ampak včasih je treba na to kar spomniti. Moram reči, da res, reči je lahko, pa nekaj časa, ne bom, ne se sama zmenita, po nekaj časa pa že, moram povedati, to pa moram povedati, samo to. Tako da konflikti res so, ampak treba se jih treba pogovoriti o tem. Ja, gremo zdaj, mislim, da si nekaj postavil že prej, Štefan, sem te prekinul. Ne, samo razmišljal sem še vmes. Ja, moram tudi reči, da sem jaz izrazito pristaš medgeneracijskega sožitja in učenja od starejše generacije. Mogoče še ta primer povemo, najnih čerki, ta prvi dve nista hodili v vrtec nikoli. Se nam je ženo vedno zdelo, da to, kar lahko da babica, stara mama, pa se dopolni pol še s kakšnim druženjem z vrstniki, presega dejansko, če so odnosi zdravi, seveda. Kdaj tudi niso, ni zdaj to recept. Presega vse, kar, večkrat presega tisto, kar je lahko dobilo v vrtcu. Ampak še enkrat pa želim poudariti, da to sožitje mora biti na zdravih temeljih. In žal je v današnjih družinah, sam poznam ogromno primerov, velikokrat ni te osnovne zrelosti, da če bi ostali od vsega začetka skupaj, nezrelosti starejše in z mlajše generacije, da se to lahko naredi. In tako kot je Karlo rekel, če ne gre drugače, je potem bolje na začetku eno fizično mejo postaviti, ta odhod, ker potem se pa to lahko ponotrani. Ker kaj se pa velikokrat dogaja, jaz poznam ogromno primerov, ko mladi začnejo živeti pri starših, tudi malo iz tega preračunljivega vidika se bojo pomagali, ne bo toliko stroškov, in grejo po 4, 5, 6 letih narazen. Poznam kar nekaj takih primerov in takrat je pa slovo zares boleče, ker se lahko ne postavi, ker se lahko taka bolečina zgodi, da je potem izredno težko predelati to vrednote čez. A je kriv mama hotel, da je do tega prišlo? Se razumemo ta izraz, ne? Razumemo ta izraz, ne? Zdaj se pravi pretirana mame do verjetno je v vsakem primeru drugače. To je verjetno Sara več o tem ve iz teh zgodb, ampak jaz osebno mislim, da je en skupen imenovalc tega, kot sem že uvodoma rekel, da ni prišlo do tiste svobode, ki je potrebna za ljubezen. Zdaj, kaj pa to svobodo ovira, so pa velikokrat tudi te družinski konflikti, zgodbe, travme, ki jih je verjetno treba pozdraviti. Današnja generacija to rešuje na drugačen način, kot je prejšnja sta šla oba dva na polje, sta oba dva delala, sta oba dva v sebi predelovala, zdajšnja pa rabi drugačen način.
Še ostavimo se pri mami hotel. Kak je enkrat pri tebi mama hotel funkcioniral, ali pa še funkcionira, ker si dobra kuhalca in tak dalje? No, pri meni, v mojem gospodinstvu ni bilo tako. No, to, kar je recimo rekel Štefan, to se meni zdi tudi pomembno, ni vsak za skupaj, to je dejstvo, ne? To je jasno. Pri meni, recimo, jaz sem strogo ločna, moja mama k sreči niti ni kuhala, še večkrat je bila vesela, če je lahko k nam prišla, recimo. Pri sosedovih pa gledam, je pa največja bolečina moje sosede, ta mlade, ki se je priženila, ravno to, da si mora s taščo deliti kuhinjo. Kar pa je še huje, če ona reče, daj si ti sam spegla hlače, reče mama njegova, ma sej, ti bom jaz speglala hlače. Jaz sem hvala Bogu prelena, da bi to naredila, ampak no, hecam se malo. No, pri nas pa res dejansko, jaz sem zdaj doma in zelo težijo fantje k temu, da bi to bil mama hotel in tudi moram reči, da za isto, ne. Samo, to je lahko zelo velika zanka in boljše je prej se dogovoriti točno o mejah. Mi smo že, ko so bili otroci mali, vse pisali, dogovore, veste. Recimo, raje bom imel čokolado, kot da bi ta denar dal v špalec, to smo vse pisali. In mi imamo ta sistem še zdaj. Napisali smo, da vsak za sabo pospravlja, vsak za sabo to in pa fantje, ker imajo so imeli Zoisove štipendije, ki so lepe, ne, so prispevali za ogrevanje, elektriko in plačevali so si telefon. Nema tu toga, ne. Mislim, hočem reči, drugače pa tudi ni neke odgovornosti, plus tega pa veste, kaj vidim tudi, da vse, kar je tako lahko to pridobljeno, tudi ni nobene hvaležnosti. Vse ni, da bi jaz pričakovala kot mama hvaležnost. Ampak vendar se mi zdi, da je to lahko skušnjava za moje otroke, da bodo mislili, da se lahko to kar tak dobi, pa da to... Jaz jim raje ta denar zberem, pa jim ga bom dala priložnosti kot dar, ne. Zdi se mi tu kar fajn, da se postavijo jasne meje. Ja, hvala. Lahko gremo na tebe. Ja, jaz bi se tle pridružil. Rekel bi, da ne se res treba mladega včasih prezemljiti. Vidim pa sebi, recimo, kot mami ni doma in ko je treba za sabo kakšno stvar pospraviti, vse lepo vse naredi, pospraviš in urediš. Ko pa mami enkrat nazaj pride, pa rečeš, pa postiš ti skrožnikov po malem koritu, pa se bo za mano prišla, pa božija, ne, ona. Tako da res ne se mlade, ker treba včasih nečkaj pošpikati, pa treba je. Eno vprašanje imam gospodine. Dobro večer, sem Jasmina Ozornič. Jaz bi pa eno drugačno zgodbo svoj povedala. Jaz sem odišla od doma od 17 let, pri 54 letu sem dobila mamo nazaj v življenji skupno. Ne vem, rekla bi tako, da ko ljubiš svojega starša, moji člani Karitasa in ljudje, koji su hodili v moj dom, su vidjeli kako sam imela teško bolanu mamu sa različnim razmišljanjama. Majka je bila državljan Bosne i Hercegovine, moj partner je Slovenec, ja sam sicer tu 32 let in smo uspela uskladiti odnose mama, muž, žena. Mama je vedno imela prav in danas je 5 mesecev da je umrla. Tako sožitje koji smo imeli u domu, to vam povedati moram. Čudovito, bitni su otroci, uzgoja, temelji, potem je sve ostalo ok. Ja, jaz bi še malo lahko nadaljujem, smo še sveži, ne? Zdaj so pa ene take realnosti, da pravzaprav in svoje danes v teh časih, ki se odbrane. Malo mladih ima možnost, služb ni in so celo lahko starši tisti, ki silom priliko morajo narediti mlade, ali pa mladi nekje nihajo. Ali bi šli v partnerski odnos ali v zakon in so te ekonomske zadeve zelo težke. Morda je to razlog, morda je nezrelost, vendar bi se tudi tega vprašanja poskušali lotiti. Pravzaprav, ko pa nekdo v ekonomskem smislu nima pogojev, da bi šel, čeprav bi rad šel. In jaz sem prepričan, da bi mnogi radi šli. Tudi to ni rešitev, da potem,
kot smo v Postojni imeli, da se pa starši pretegnejo, ne? Da pretiravajo v šparanju za svoje otroke, a ne? In morda tudi oni premalo dajo, kljub temu bi lahko nekaj dali. A imamo kakšne rešitve tukaj, ko se je čas tudi zelo spremenil. Vse vemo, koliko je idina svoja, koliko je mesečna najemnina. Pa če sta oba pri skromnih službah ali pa nerednih, ta mlada dva so to ena dejstva. Kako gledamo v tem smislu sožitja? Ker ravno v Postojni je gospod Tone, ki je pač bil v okrogli mizi, imel tezo, da smo v času, ko absolutno starši preživljamo otroke. Jaz sem mu sicer nekaj oporekal, pač rekel, pogled, takšen čas je. Ne? Je to res? Zdaj, kako sožitje zdravo ohranjati, gre za to, lahko je to prehoden čas. Kaj pa, če si ga potem tako vzamemo, da je tako? Smo razumeli? Imate? Ja, našo še preživljamo, seveda. Vseh let so še tako manjni, ampak meni se zdi, da je potrebna prava mera. In tako kot je gospa rekla, če je skoraj bila vse približno ta prava, potem bo otrok nekako tu čutil tudi hvaležnost. In jo bo potem po mojem poskušal tudi na nek način pokazati. Po drugi strani pa se mi zdi zelo pomembna komunikacija med starši in med otroci. In to taka, kar nekaj sem razmišljal o tem srečanju, danes sem študiral, kakšna bi bila ta komunikacija, ne? In sem rekel, nekako diplomatska bi mogla biti. Ne se na prvo žogico skregati, ampak na nek diplomatski način doseči tisto svoje. Kazim, recimo primer, imamo košaro nezlikanih cot. Želimo, da so na mizi polikane. Kaj zdaj? Največkrat pride tašča, ali pa zdaj mama pa pride, a ti speklam cote, ponavadi to snaha razume, jaz se nisem sposobna, kaj mi zdaj hoče tudi povedati, da ne vtegnem skrbe za svojo familijo, kaj za to, in reče, kaj, ne, hvala lepa, pa misli si, pa si bom, vse bom že zmogla, bo že šlo, ampak če bi pa prišla taša rekla človeška in snaha, nimam si kaj za začeti, rada bi malo s tabo poklepetala, pa bi slučajno, mi dovoliš, da bi slučajno še kakšno coto tukaj zraven spopeglala, ker snimam kaj začeti, res snimam kaj začeti, ti bom zelo hvaležna, če ti bom lahko slikala te cote, je pa to seveda čisto drugačen način, in za tako malo stvari je potrebno, ravno zadnji sem prav delal, sam pri sebi opažal, koliko stvari imamo, za koliko stvari imamo negativno preimenovanje, tudi pri otrokih. Ne delaj tega, ne skači po stopnicah, ne nagibaj se čez ono. In sem prav treniral, kako naj za otrokov povem pozitivno. Ne skači po stopnicah, drži se za stopnice. Prav zanimivo je, kako se človek mora potruditi, da pozitivno spremeni tiste stvari. Tako da se mi zdi, da je tu stvar komunikacije. Da večkrat, če želimo povedati nekaj popolnoma drugega, sliši se pa čisto tretje, ne se to bo Sara več vedela tam povedati. Pa jasnite, imaš kaj zapovedati, ne da ne bi umetno. Kaj pa zaupanje? Bom povedal dve kratke zgodbe. Sožitjo brez dvoma zaupanja igra izjemno vlogo. Sta obe resnični. To se pravi, mama od ene družine je doma od nadzor dajala. Pila ga je. In snaha je imela izredna dilemo, ali naj zaupa otrok. Sin je bil pokorno tiho, se smel vmešavati, in se je odločila. To bo zaupala mami, ki ni vsak dan trezna 2 otroka. Da ne bo pač vrtca niso dobili, oziroma jasli.
In je doživela presenetljivo dober rezultat, ker je mama to streznila. Ker je sin samo povedal en stavek, mama, trezna moraš biti. Mi ti zaupamo. In je mama to zelo dvignila. Drug primer je obraten. Mama si je želela izredno, da bi čuvala otroke hčerke, in hčerka je zaprosila, mama, ti nisi primerna. Ti nisi primerna. Dala moraš še otroke v vrtec. Dve zelo različni. Ono mama je tako potrlo, da še zdaj tega ni predelala. Kako to si zdravim priti? Rabimo starši kako zunanju pomoč. Zdaj je zasada za tega vprašanja. Tukaj smo bosi, kje so zopet te stvari in ti si omenjal kar diplomacijo. Vsak ni za diplomacijo, vse veš, smo doskrat na tanke. To je tako. To je velika šoka. Je dobro, ne sada. Sem bil jasen. Ja, zelo tako ena taka močna dilema, ko tukaj bi se lahko, sin bi se lahko počutil krivga, če mami ne bi dal otrok, potem bi se lahko začela z ženo prepirati in krigati, ampak kaj je tisto tukaj, kar je temeljno, kar se tiče zaupanja? Se pravi, osnovna in glavna naloga staršev je, da pomagajo otrokom oditi od doma. In prej, ko smo se pogovarjali, včasih greš lahko 200 km stran, pa nisi nič naredil, ker gre dom za tabo, ampak je tukaj temeljno čustveno oditi od doma. Kaj to pomeni? To pomeni, da starši vate zaupajo, da te starši spoštujejo, da verjamejo vate, da ti bo uspelo. In potem lahko vedno nazaj prideš, ti bo vedno ob teh starših prijetno. Temeljna stvar je pa, da starši poskrbijo za svoje lastno dostojanstvo. Kaj to pomeni? Če recimo oče nima kontrole nad svojimi lastnimi impulzi, če pretepa ženo, če pije, če je žaljiv do sina, ga ponižuje, mu govori, da iz njega nič ne bo, bo to otroka zelo močno bolelo. In mi vsi, tudi tisti, ki imamo še žive starše, starše si želiš spoštovati, staršem želiš zaupati in starše imaš rad, ne glede na to, kakšni so. Ampak starši so tisti, ki morajo poskrbeti za svoje lastno dostojanstvo in biti tudi oni sami spoštljivi in na tak način jih bo tudi otrok lahko spoštoval. Zdaj tukaj, če mene vprašate v primeru, če bi vedela, recimo tako ta prva zgodba, če mama pije, ne vem, če bi zaupala otroka. Bi najprej želela, mama, daj ti nekaj narediti, ker jaz ne vem, ali boš padla z njim po stopnicah, kaj se bo zgodilo, si moja mama, te imam rada, ampak a lahko poskrbiš zase, da meni ne bo treba skrbeti zate čustveno. Jaz sem se s tem sinom pogovarjal, ni šlo za neko že veliko odvisnost. Je pa šlo za prekomerno pitje, da se razumem tako. Ja. Mama je včasno prekomerje pila, je bila malo ukajena, dobre volje, je tako svoje samsko življenje tudi rešila. Ja, ampak tukaj je mama prevzela odgovornost in je nehala piti in je nekaj naredila in je slišala sina. In takmu staršu lahko zaupaš potem. Je pa riziko bil v tem, da ni vedela. Sin je pogoj postavil, V drugem primeru, kar je pa bolj boleče bilo, je pa šlo za nezaupanje mame hčerke. Tukaj, a je tu potrebno zunanja pomoč? Jaz bi rekla, da tukaj kje oče pri mami pa hčeri. Če tukaj oče poskrbi za mamo, zakaj bi bil prepir s hčero? Šlo je za nezaupanje, okej. Ampak kje to že nezaupanje bilo? Tako kot je prej gospod rekel, vzgoja, vse se začne že od spočetja dalje. A se posameznik v družini počuti varno, a se počuti v redu, ali se ne počuti v redu in ta notranja občutja
se potem obnavljajo skozi vse življenje. In če nekoč nisi mogel zaupati očetu, mami, ti je zelo težko, ampak oče in mama sta tista, ki lahko nekaj naredita. Zato, da bo otrok lahko zaupal. Dobro, hvala. Bi še v zvezi z zaupanjem kdo kaj dodala? Kako take? No, mogoče ti dve zgodbi sta mi se sedli na srce. Ne? Se pravi, prva zgodba, ko je mama dobila priložnost, jo je tudi dobro odnovčila. Ne? Mogoče mi starši, ki, ali pa tudi drugi, ki imajo manjše ali večje otroke, nas ta zgodba lahko nauči, da če svojim staršem damo priložnost, jo lahko izkoristijo. Ne? V drugi zgodbi mama ni dobila priložnosti in je potem tudi šlo po tej poti. Ne? Tako da mi srednja generacija, lahko kot je Karlo rekel, poskušamo se ta diplomatski jezik učiti, se naučili se ga ne bomo povsem nikoli, ampak da se trudimo spoštljivo najti to primerno pot. Ne? Mi je Sveti Jožbal Ptuj, Irena Luci. Jaz sem vseeno razumela v tem primeru pri tej drugi zgodbi tako, da gre iskati to nezaupanje, ki ga je hčerka pokazala do svoje mame, iz njunega razmerja že prej nekaj ni bilo v redu. Torej, nista, ker običajno mama in hči imata vedno kontakt boljši kot, bom rekla, ko pride snaha k hiši. Snaha bolj zaupa svoji mami, to običajno izgledam v naši okolici tam, res veliko, če so v bližini otroci, to, da pa je ta odnos mama-hči, pa verjetno izvira iz tega odnosa med njimi že prej. Vprašanje je to, kar je Sara rekla, kakšni so njihovi odnosi bili v družini prej. Ali sta znale najti skupno točko, ali je bilo vedno kako kreganje in zdaj bi pač rekla, glej, zdaj jo bom pa mogoče s tem malo prizadela, da bom jaz pokazala, da ona ni sposobna, da bi recimo pazila na moja otroka ali kaj ali kaj. No, jaz bi, če dovolite, samo eno izkušnjo povedala, ko smo prej govorili o teh starih starših. Recimo, midva z možem, ko sva se poročila, sva živela najprej pri mojih starših, potem se moj brat poročil, sva morala dati prostor njemu, sva se preselila k moževim staršem na kmetijo in potem sva tam živela, ampak ker je mož imel službo na Ptuju, sva pač rekla, glej, dobila sva že vmes otroka prvega in jaz sem pač izrazila željo, da bi želela biti v Ptuju, ker je on imel službo in dežurstva in tak in ga ni bilo